Nocoj, kaj dogaja, pa gostim slovenskega filmskega režiserja svetovnega slovesa, človek, ki mu je Jaden Smith rekel "Nobody likes you, but everybody loves you". Torej, nihče te ne mara, a vsi te ljubijo. Dame in gospodje, Mitja Okorn, dober večer, Mitja. Research si naredil. Ja, in to zelo sem se posvetil, ampak zaradi tega zanima, kaj pa te pomeni ta opis, ki ti ga je dal Jaden Smith? Ja, v bistvu takoj mi je bil všeč, ker me res opisuje tako, kot zadev je v nulo. No? Zato, ker jaz sem zelo težko iz mano delati, zato, ker sem perfekcionist in pa težim do konca in se ne zmatram. Ne? In tako ljudi že vsi obupajo, jaz pa še kar... Ne? In če tako pomisliš, ne, you don't like that, ne? To ti ni všeč, ampak na koncu vlagamo to srce, se pravi, oni rečejo, but we like him, ne? Ampak nam ga pa ljubimo. Ali kako. V Sloveniji je zelo težko to prevesti, ne? Ker je like and love v bistvu ena in ista stvar. Skratka, jemlješ to kot kompliment, ne? Ja, definitivno. Daj mi povej, imaš izkušnje v evropski filmski industriji, ne? Zdaj si s filmom Life in a Year si dobil izkušnje tudi v Hollywoodu. Kakšna je razlika med obema tržiščema? A jih lahko primerjaš? Ja, recimo, v Sloveniji moraš skoraj vse sam narediti, na Poljskem imaš za to 5 oseb, v Ameriki pa za vsako 50 oseb, se pravi, to je razlika, ne? Čakaj, pa je pol treba več tam delati ali manj? Enak. Samo vse gre ful bolj počas, ne? Da prestaviš ti se iz ene lokacije na drugo, traja to 100 let, ne? 50.000 tovornjakov pa milijon ljudi, to je čist... Ne? Ampak so pa vsi plačani, pa vse je tako, kam mora biti, ne? Sindikati zrihtajo. No, pa, recimo, več se dela, ne? Pa se splača to, ali rečeš, klinac, klega ram, bi tam v Evropi vstal, pa delal, pa bi bilo vse manj stresno, recimo. Ja, ne, definitivno se splača, ko vidiš zdaj, da Life in a Year gledajo v Indoneziji, v Braziliji, po celem svetu. Angleški jezik je le bolj dostopen na celem svetu. Ne? Slovenskim jezikom se težko tako ufuraš po celem svetu, ali pa s polskim. Ne? Tako da to je dobro, ne, na koncu. Oziroma, ko delaš z Cuba Gooding, Jadenom, Caro, s takimi ljudmi, ljudje jih že poznajo in cel svet hoče to gledati. Ne? Tako da zdaj, ko sem na Twitterju vsako noč in gledam komentarje in jih vidim iz čudnih držav, mislim čudnih, ne, iz takih, ki ne bi mislil, da gledajo moj film, je to neverjeten občutek. V svojih filmih... Jaz pa le delam film za ljudi in to je važno. Ne? Ja, ampak v svojih filmih ljudi dostikrat spraviš do joka. Meni, da si enkrat tudi izjavil, da si želiš ustvarjati filme, ki ljudi pripravijo do joka. Zakaj to? Ne, ker tudi sam rad jokam. To je meni top. Ker najdem film, ki me spravi do joka, ponovadi sem zmer ful žalosten, ker je to zmer pri koncu filma in potem zmer iščem še en film, da bom takoj spet jokal in ponovadi je to za en shit film in ne jokam. Ne. Tako da, ne vem, to je zelo močna emocija, jok. Katarza, očistite, mene očist. Drhtice v telo, izprazni se, vse gre ven z sinusov. Tako, ful dobro občutek. Odpreš se, ne? Ja, odpreš se. Ja. Počutiš se kanov, poj. Ne? To je tak pozitiven jok, ne? To ni tisti, joj, umrl bom, ne? Ali pa nekaj težkega se mi je v življenju zgodilo. Ponovadi se jokaš zaradi tega, ker se te nekaj v filmu dotaknil. Ne? Okay. Znajdel si se tudi v producentskih vodah. Zdaj, produciral si film svojega asistenta Jana Belcla, All my friends are dead, vsi moji prijatelji so mrtvi. Kako se pa znajdel v tej vlogi producenta? Fajn, ampak z Janom to ni problem, zato ker delava skupaj že 5 let, se poznava in v bistvu razmišljava isto, imava 99% isti okus, tako da ni težko, sva kot eno delovala. Tako da, ne, super. Ampak vsem bi raj režiral. No. Jaz sem se odločil, da bom ta film produciral predvsem zato, ker je Jan 5 let svojega življenja meni posvetil, bil nekak moj sužen in mi je dal za mene vse, je bil lojalen in vse in se rekel, le jaz bom zdaj tebi ustvaril tvoje življenjsko sanje in sproduciral film, ki si ga ti želiš posneti. Si ga nagradil, ne? Ja. Zdaj, glede na to, da si na nek način osvojil Evropo, delal si v Hollywoodu, a imaš še kakšne cilje? Ja, zdaj sanje sem dosegel, zdaj bi jih prvi čim dalj živel, ne? In snemal filme, ki se bojo ljudi dotaknili, ne? Na tak ali drugačen način. Ne? Ja.
Kaj pa je s kapo? To me zanima. Jaz vedno te imam v mislih, da imaš rdečo kapo gor, zdaj imaš kar naenkrat belo. Sem rekel, pa a zdaj, kaj je Trump šel, tudi kapo zamenil, ali kaj? Ja, ne vem, ja. Rdeča je zelo kričeča, jaz sem se bolj umiril in zdaj je bela. Dober. Ja, ampak kapa je nekako ratala zaščiten znak. Ja, in zdaj ima čuden. V bistvu je, veš, ko grem v službo, dam kapo gor, ne? Doma pa ne. Tako da sem v bistvu, ko hodim okoli, me ne pozna, pa je fajn. No, evo. Ej, želim ti veliko uspeha pri vseh tvojih projektih, pri tvojem ustvarjanju. Da se ti ne da gledati TV-ja, štekam. Da ti gredo reklame na živce, štekam. Da itak nima smisla, ker bomo vsi umrli, štekam. Da pa se še nisi subskrbal na naš kanal, sorry, to mi je pa malo čudno. Klikni, cool je. No, pa glej oddajo. Vsako soboto 5 do 9 na prvem programu Televizije Slovenija.